V tem videu si bomo pogledali, kako v Canvi animiramo različne elemente. Tukaj sem zdaj že pripravila končni izdelek, tako da bomo videli, kaj nas čaka. Torej imamo sonce, ki utripa, žabo, ki skače, čebelo, ki leti in to je več ali manj to. Pa dajmo narediti ta izdelek zdaj od začetka, tako da gremo kar na ustvari izdelek. Poiščemo predstavitev in začnemo dodajati elemente. Tudi tokrat sem poskrbela, da so elementi brezplačni, tako da začnemo z ozadjem, napišemo kar nebo in iščemo med grafikami. To je tale. Pomembno je, to je sicer za nadaljevanje potem animiranja strani, da povečamo stran tako, da je od leve do desne točno na robu. Torej, da ni čez ali da nekaj manjka. Na vrhu ali spodaj pa lahko štrli. Dobro, dodamo ostale elemente, recimo trava. Tudi tukaj iščemo med grafikami. Dodamo ene 3. Ctrl+D na tipkovnici je bližnjica za podvajanje. Sicer pa kot običajno podvoji gumb. Lahko še kaj zrcalimo, da niso vse trave enake, lahko še kaj rotiramo. Okej. In dodamo še žabo. Tudi tukaj iščemo med grafikami in poiščemo tako, da je vidna od strani, da bo imela smisel, ko bo skakala. Ni važno, v katero smer gleda, to zrcalimo potem. Torej zrcalim, obračam. In dodam še čebela. Spet med grafikami poiskala bom nek približno podoben stil. In še sonce. Malo ga zarotiram. Tako, zdaj preden se lotimo animacije, je fajn pogledati, kako so ti elementi razvrščeni, tako da pogledamo položaj in plasti. In vidimo, da je sonce prav na vrhu, kar bo pomenilo, da če bo čebela letela, ne bo okej. Torej sonce mora biti čim bližje ozadja. Prav tako recimo ta trava tukaj mora biti čisto zadaj. Zdaj ni važno, ali pred ali za soncem, ker itak se ne prekrivata. Ta trava mora biti pred žabo. In ta trava tukaj je lahko za žabo. Torej, če jo pogledamo, je malce bolj oddaljena. Če bo žaba skakala tukaj naprej, je v redu, da je v ozadju. Torej, plasti so zdaj urejene in lahko začnemo z animacijo. Zdaj trave bojo ostale neanimirane. Začnemo s soncem, ki ima najbolj preprosto animacijo. Torej, kliknemo, izberemo in animiraj. Izbrali bomo namreč eno že od obstoječih. Lahko si tudi pogledamo, kako animacije na splošno delujejo. Če kliknem recimo tukaj Rise, da se dvigne. Imamo možnost animirati ob odprtju, ob zaprtju, torej ali začetek ali konec animacije ali oboje. Smer in hitrost pa lahko določamo samo pri plačljivi verziji. Tako da zdaj tukaj bom odstranila animacijo, ta mi ni všeč, mi ne pride prav. Bom pa izbrala tukaj spodaj, kjer imam učinke pri animacijah, in sicer puls, to pa ves čas traja. Učinke lahko tudi kombiniramo z ostalimi animacijami. Tako da to imamo. Dajmo zdaj recimo animirati čebelo. Čebela bo samo letela počasi in pristala tukaj. Zato pa bomo uporabili to animacijo, ki jo bomo sami naredili, torej animacijo po meri. Torej kliknemo Ustvarite animacijo in tukaj nam vse lepo piše, kako se animacija ustvari. Torej samo primemo, vlečemo in tako hitro in počasi, kot bomo animirali, tako se bo potem tudi odvijalo v animaciji. Ko želimo zaključiti, pač enostavno nehamo vleči in spustimo miško. Tako da začnem. Neko gladko gibanje poskusim ustvariti. In to zdaj izgleda tako. In upočasni in pristane.
Zdaj pa pri žabi bo gibanje drugačno, ker bo skakala. Tako da jo primem. Če bi se vam slučajno zgodilo, da jo ne bi mogli prijeti, samo malo, moram ustaviti animacijo. Torej, če bi se vam zgodilo, da bi bila žaba za travo popolnoma in jo nikakor ne bi mogli označiti, si lahko pomagate s plastmi, tako da jih prikažete in kliknete na žabo. Zdaj, ko je označena, gremo na animiraj in zdaj lahko spet ustvarimo animacijo kot pri čebeli. Torej, primemo in ustvarimo skakanje. In to zdaj. Kakor sem malo bolj počasi šla, tako je videti to. Če nisem zadovoljna, lahko rečem tudi izbriši pot in ponovim. Torej, ponovno. Recimo, da bi tudi malo, ta že ne bo v redu. Kakor naredi ravno črto. Dobro, še enkrat ponovim. Tudi zdaj ni v redu. No, recimo, da zdaj smo s tem zadovoljni. In to je v bistvu več ali manj to. Kar lahko še vplivamo, je to, da vsak element določimo, da se animira, ko mi kliknemo. Če tega ne naredimo, grejo vsi elementi en za drugim in se animirajo istočasno, torej se prikazujejo istočasno. Če gremo pogledat predstavi, nam prikaže celotno animacijo.